Pogosto na določene bolezni sploh ne pomislimo, do trenutka, ko smo jim neposredno izpostavljeni. V toplejših mesecih je za bolezen klopnega meningoencefalitisa predvsem izpostavljen aktiven del prebivalstva, ki se veliko giblje v naravi. Leta 2012 je naš zdravstveni dom prepoznal nevarnost pika klopa in posledice, torej klopnega meningoencefalitisa. Takrat smo se začeli ukvarjati in truditi na področju cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu. Rezultati tega našega truda v teh 7 letih so vidni. V primerjavi z lanskim letom v zdravstvenem domu Maribor beležijo porast cepljenih in osveščenih ljudi, saj se je v primerjavi z lanskim letom število cepljenih povišalo za skoraj 100%. V letošnjem letu smo zato že cepili 3404 osebe, prav gotovo pa seveda je še to vedno majhna številka proti tistemu, kaj lahko pik okuženega klopa pomeni. Če je ugriz klopa včasih veljal le kot za nadležnega, se lahko iz neprijetnosti razvije tudi bolezen. Razvije se lahko klopni meningoencefalitis, razvije se seveda lahko tudi borelioza. Nažalost, proti boreliozi ne obstaja cepivo, proti klopnemu meningoencefalitisu pa obstaja cepivo, nevarna bolezen, ki seveda pušča tudi dolgotrajne vseživljenjske posledice. Najučinkovitejšo zaščito pred klopnim meningoencefalitisom predstavlja cepljenje. Posebej ga strokovnjaki priporočajo predvsem tistim, ki živijo na endemičnih območjih oziroma se veliko zadržujejo v naravi. Vsem damo jasna navodila, torej cepite se danes, cepite se čez približno mesec dni, je to tisti ponovitveni odmerek, na to čez leto dni in pol, 3 leta imate mir. Po 3 letih pridete na obnovitveni odmerek in imate na to 5 let časa, da se spet ponovno cepite proti klopnemu meningoencefalitisu. Letos so podobno kot lani v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor izvajali akcijo Zdravo v naravo. Ja, mi ravno prav zaradi tega, da nekako spodbudimo ljudem zavest za cepljenje, naredimo akcijo. V predhodnih letih smo naredili enodnevno akcijo, glede na odzivnost ljudi, že lansko leto je bilo cepljenih 1708 ljudi, smo se nekako v letošnjem letu odločili, da bomo ponudili ljudem več terminov, možnost tudi naročanja in bomo jim ponudili za to tudi seveda termine ob sredah, četrtkih, petkih in sobotah. Letošnjo akcijo v zdravstvenem domu ocenjujejo kot uspešno, tudi tokrat so se lahko prebivalci Maribora in okolice cepili po znižani ceni.